V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Vsaka sveta Evharistija ali pa pri vsaki sveti Evharistiji je Gospod Jezus Kristus navzoč na prav poseben način. Že pri Božji besedi, ko jo slišimo, je Bog tisti, ki nam govori, ki nas tolaži, nam preko besede daje upanje, poguma, mišlja, življenje. V evharističnem bogoslužju se nam sam daje pod podobo kruha in vina. Ta oltar tukaj, sveta Evharistija, lahko rečemo, da je tudi podoba družine doma, ko se shaja pri skupni mizi, ko delimo drug z drugim hrano, ko delimo svoje čustva, svoje življenje, je Bog na prav poseben način navzoč pri nas, ob naši skupni mizi. Zato se danes lahko, ko bomo imeli skupno kosilo, zavedamo, da je Bog sredi med nami, da je v drugem, v tistem, ki pripravlja kosilo, da je v drugem, ki z nami skupaj je, da je v drugem, ko nam govori spodbudne besede, je v drugem, ko se nam ali pa nas spravlja dobro voljo, ko se nam smeji v pozitivnem smislu. Najprej na začetku maše pa pogledamo svoja srca in obžalujemo vse tisto, kar smo slabega storili v naših mislih, besedah. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam grehe in nas privedi v življenje. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave, Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemneš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji,
Jezus Kristus, s Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Pri tej sveti maši bomo molili za pokojnega Ivana Garbajsa ob rojstnem dnevu, za pokojne starše Bogataj in za hvalo. Molimo. Bog naš Oče, svojemu ljudstvo si vrnil duhovno mladost, naj se zato nenehno raduje, kakor se sedaj veselimo dostojanstva posinovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega vstajenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Na minkošnji dan je vstal Peter z 11, povzdignil glas in spregovoril: Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vedite in prisluhnite mojim besedam. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, ki jih je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, njega so, prav kakor je Bog hotel in predvideval, izročili vam. Vi pa ste ga po rokah krivičnikov prebili na križ in umorili, toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih, saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. David namreč pravi o njem: vedno sem videl pred sabo Gospoda, na moji desnici je, da ne omahnem. Zato se je razveselilo moje srce in zradostil se je moj jezik in upanju bo počivalo moje meso, ker moje duše ne boš prepustil pod zemljo, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Dal si mi spoznati pota življenja, napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem. Bratje, dovolite, da vam odkrito spregovorimo o očaku Davidu. Umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih ledi posadil na njegov prestol. Videl je prihodnost in govoril o vstajenju Mesija, da ni bil prepuščen pod zemljo in njegovo telo ni videlo trohnobe. Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče. Bil je povišan na Božjo desnico in od Očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega je razlil, kakor vidite in slišite. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam. Gospodu pravim, ti si moj Gospod, zame sreče ni brez tebe. Gospod, ti si delež moje dediščine, moja čaša, ti imaš v rokah mojo usodo. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Slavim Gospoda, ki mi svetuje. Tudi po noči me moje srce opominja, vedno imam pred očmi Gospoda, ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje. Tudi moje telo bo prebivalo varno. Zakaj moje duše ne boš prepustil pod zemljo, svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Daješ mi spoznati pot življenja, polno z veselja pred tvojim obličjem. Večne radosti na tvoji desnici, večne radosti na tvoji desnici. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Berilo iz prvega pisma apostola Petra, preljubi. Če kličete za Očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini, saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, jagnjeta brez graje in brez madeža. Že pred stvarjenjem sveta je bil spoznan
razodel pa se je poslednji čas za vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je Bog odbudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Emaus. In je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo? Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se tam zgodilo te dni? Kaj neki je rekel? Dejala sta: to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom. Kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega je danes že 3. dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli. In on jima je rekel: on je spametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Teda je začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je zginil izpred njiju in rekla sta drug drugemu: ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane 11 in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so: Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.
Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala polomljeno kruha. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Danes smo slišali zelo lep odlomek iz Lukovega evangelija. Si ga bomo malo pobliže pogledali. Govori o dveh učencih, ki gresta v Emaus. Evangelist Luka začne pripoved tako, prav tisti dan, prvi po soboti. Torej smo čisto na začetku, tretji dan, ko je Jezus vstal, učenci tega še ne vedo, ne verujejo, nekaj so že videli, ampak še jim ni prišlo v srce. Torej v petek je Jezus umrl, danes je nedelja, kjer zgodaj zjutraj so žene bile pri grobu, šli nazaj, povedali učencem, da so videli angele. Učenci Peter in Janez sta šla tja in sta videla vse, kar se je zgodilo, ampak nista pa še čisto dojela. Ta dva učenca, enemu ime Kleopa, gresta v Emaus. Morda je Emaus njuna vas, kjer sta bila prej, ker Jezusa ni več, sta izgubila vsakršno upanje, žalostna sta, brez smisla, morda tudi celo jezna na Jezusa, ker ga ni več in nimata več kaj početi v Jeruzalemu. In lahko rečemo, da sta kar pobegnila od kraja, ker tam več nič ni za njo. Kako podobno je to nam, ko kaj izgubimo ali ko izgubljamo, bi kar pobegnili, bi kar šli stran od trpljenja ali od tistega, kar nam ni všeč. Vsak izmed nas ve, v šoli, otroci, če to zdaj gledate, ne vem, pišete slabo oceno ali imate kakšne konflikte med sošolci, morda zjutraj bi kar ostali doma v posteli, pa ne bi nikamor šli, ne bi šli v šolo. Ali pa če pišete kakšen test, bi kar doma ostali. Ali pa odrasli, ko smo že v službah, morda kakšen projekt ne uspe, ni najboljše vzdušje, bi kar pobegnili iz dela, bi kar šli v stran. Ali pa kakšen banalni primer, ki je tudi, bom rekel, lahko življenjski. Mi jezuiti sedaj kar precej igramo balinanje, po kosilu pa res banalni primer, ampak precej pokaže življenje. In par dni nazaj se je zgodilo, da sem jaz igral skupaj s Filipom, našim novincem, ki je iz Italije, proti Mirano, proti župniku našemu, pa še nekdo je bil, David Brešani. In so zgubljala, do 21 se gre in so zgubljala. In meni se kar nabirala jeza, tako od življenja, zgubljamo, se ti nabira jeza, bi kar pobegnil, bi šel kar v stran. Na koncu, ko sem zgubila, sem kar šel v sobo, da sem se šel umiriti. In mislim, da je življenje zelo podobno pri nas, naše. Ko zgubljamo, bi kar šli v stran. Prvo točko, o kateri bi spregovoril, je tukaj takoj naprej poslušanje. Dva učenca sta žalostna, zazrta v svoj svet, ne vidita, kaj se dogaja zunaj njiju. In naenkrat se ima približa sam Jezus. Ona dva ga ne spoznata, tako kot naše življenje, ko imamo skrbi, ne vidimo lepote, morda je zunaj eno lep dan, sonce, ptički pojejo, ampak ko gledamo samo vase, svoje skrbi, tega sploh ne opazimo. Tako ona dva ne opazita Jezusa Kristusa. In on, ker jo pozna, ker pozna njune misli, jo vpraša, o čem se pogovarjata. In ona dva mu spregovorita, data vso težo ven iz sebe. Kaj nam hoče tukaj evangelist Luka povedati s poslušanjem? Da vsak človek rabi bližnjega, kateremu lahko podeli vesele trenutke ali pa žalostne. Veselih trenutkov človek ne more zase držati, rabi nekoga, da ga sliši. Lahko iščemo včasih bližnjice, recimo kaj zapišemo, ampak vseeno, ko imamo človeka drugega ob sebi, pa da mu lahko povemo naš uspeh ali pa recimo našo bolečino,
je dosti lažje. Zato je za poslušanje zelo pomembno, da če pride kdo kdaj k nam, da utihnemo v sebi, da ne delamo drugih stvari, ko nam drugi kaj govori. In da v bistvu se poskušamo živeti v njegov svet, ga poskušamo začutiti, kakor je Jezus, tukaj 2 učenca, začutil ju, je poslušal do konca, ni ju prekinjal vmes. To je prva točka, poslušanje, kako je pomembno, da imamo drugega ob sebi. Naslednja točka, o kateri bi par besed spregovoril, je Sveto pismo. Jezus, ko je poslušal, jim je odgovoril na te besede, ki sta jo izgovorila s Svetim pismom. Na koncu smo slišali, ko učenca spoznata Jezusa polomljenju kruha, da rečete, ali ni najino srce gorelo v nama, ko nam je razlagal pisma. Torej, Božja beseda, Sveto pismo, vsi vemo v naših življenjih, kako nam da lahko Sveto pismo to lažbo. Koliko enih toplih besed, enega upanja nam lahko prinese, ko odpremo Sveto pismo, ali pa smo že tako domači s Svetim pismom, da ko nam je težko, najdemo recimo ene odlomke, kot je recimo Psalm 23, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, ko iščemo Božjo bližino. Jaz se spomnim, ko sem bil v sveti deželi, v Jeruzalemu, pa potem v Galileji, ko sem imel precej takih, bom rekel, dvomov, kako razločeval sem, a je duhovniški poklic za mene ali ni. In prav Sveto pismo mi je največkrat dalo to lažbe. Tam sem potem prebral iz 2. ali 3. Mojzesove knjige, izberi, recimo Bog polaga pred mene, izberi življenje ali smrt. In torej jaz sem tisti, ki se odločam, Bog se namesto mene ne more odločiti. Jaz sem odločil za življenje ali za smrt. In mi je dalo eno tolažbo. Ja, duhovništvo mi pomeni življenje. In je bilo tudi lažje se potem odločiti. To je ena taka stvar, ampak takih besed v Svetem pismu je veliko. Zato se morda zapišemo kakšne besede, ki nam dajo tolažbo, ki nam vlivajo upanje. Moje novomašno geslo je bilo, in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Tale beseda me spremlja tudi danes. Večkrat, ne morem reči zdaj čisto vsak dan, ampak večkrat se na njo spomnim, večkrat mi je blizu. Sprejemanje, gostoljubnost. Učenca, ko prideta ali pa ko pridejo v vas, kamor so bili namenjeni, sta potolažena, gre sta že iz sebe, tako daleč, da povabita tega gosta, ki ga še ne prepoznata, da naj ostane z njima. Gostoljubnost, kot da bi ona dva prosila Gospoda, naj ostane z nama, kajti proti večerju gre in dan se je že nagnil. Kasneje sta ga spoznala polomljenju kruha. V tem času koronavirusa imamo eno veliko priložnost, možnost, da smo več skupaj ob skupni mizi, ko sta bila tu 2 učenca z Jezusom. In ko smo mi, kot sem rekel na začetku maše, pri skupni mizi, tam je Jezus sredi med nami, to je resnično. Pri mizi se človek najbolj spozna, največ lahko spozna drugega. Tam se človek usede, se ustavi, drugega ne moraš delati, kot da ješ, deliš hrano z drugim in se pogovarjaš o svojem življenju, o svojih občutjih. In Bog je v drugem, Bog je v meni. Vsi vemo, kako prijetno je, če nas kdo povabi na kakšen rojstni dan, kako se dobro počutimo, nekomu smo pomembni. Seveda se za ta rojstni dan tudi pripravimo, nesemo kakšno darilo, se lepše oblečemo. Zdaj v tem obdobju je malo težje, bodo prišli ti časi, bomo znali ceniti, kako pomembno ali pa dobro je, da koga povabimo na obisk, da z njim delimo naše življenje. Še zadnjo stvar,
O skupnosti bi par besed rekel. Ko sta učenca Jezusa spoznala polomljeno kruha, sta se vrnila v Jeruzalem, nazaj sta šla. Vera je tista stvar, ki je ne moremo držati zase. Tudi ona dva nista mogla držati tega zase in sta šla nazaj v skupnost. Povedala sta, kaj sta videla. In z vero je našo je čisto podobno. Torej, tisto, kar nam prinaša veselje, ne moremo držati za sebe. Radi bi dali vsemu svetu, radi bi delili z drugimi. Pa prosimo pri tej sveti maši, da bi mogli Gospoda spoznavati v Svetem pismu, ko ga poslušamo, pri naši skupni mizi, ko si delimo hrano drug z drugim. Pa tudi zelo močno ga danes vidimo v tistih, ki skrbijo danes za bolne, zdravniki, medicinske sestre, vsi tisti, ki delajo po trgovinah ali drugih organizacijah, da nam omogočajo, da lahko lažje živimo, pa tudi včasih tvegajo svoje življenja. Amen. Izpovejmo vero trojedinega Boga. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, enega Gospoda Jezusa Kristusa, norojenega Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhom iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanih grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Kristus je začetnik novega življenja, saj je premagal greh in smrt. Ko si prizadevamo, da bi nas razsvetlila luč starega zveličarja, ponižno prosimo. Gospod, razlagaj nam svoj evangelij in tudi nam lomi kruh večnega življenja, da bomo vedno boljši kristjani. Prosimo te, usliši nas. Napolni vse kristjane z globokim velikonočnim veseljem. Prosimo te, usliši nas. Razsvetli vse narode svetlobo velikonočnega jutra. Prosimo te, usliši nas. Povrni vsem našim dobrotnikom, posebno dobrotnikom naše cerkve z večnimi darovi. Prosimo te, usliši nas. Daj našim dragim rajnim uživati neminljivo veliko noč v tvojem kraljestvu. Prosimo te, usliši nas. Vstali zveličar, apostoli so se razveselili, ko so te ugledali. Naj tvoja skrivnostna navzočnost tudi nas napolnjuje z veseljem zdaj in vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.
Bogu čast in hvala vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj Bog Vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. V blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, sprejmi darove cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k tebi v večno radost, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s svojim duhom. kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno pripevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in Zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh,
in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Pa si lahko zaželimo drug drugemu mir z vami in si podajmo roke. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem sakramentu
Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprijeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti sakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno, prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Učenca so spoznala Jezusa po lomljenju kruha. Aleluja. Molimo. Usmiljeni Bog, prenovi si nas svojimi zakramenti, varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo stajenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Še oznanila. Danes se spominjamo 5. obletnice posvetitve mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla, nekdanjega draveljskega župnika. V petek vstopamo v mesec maj. V letošnji Šmarnica bomo spoznavali začetke naše draveljske župnije. Naslednje leto 2021 bo namreč 60 let ustanovitve župnije Dravlje. Avtor draveljskih Šmarnic je že pokojni pater Alojzij Štrubelj. Godovi, jutri goduje sveti Peter Kanizi, jezuit, rojen na Nizozemskem, znan kot apostol Nemčije in po svojih katekizmih. V sredo goduje sveta Katarina Sienska, v petek sveti Jožef Delavec, v petek bo tudi prvi petek v mesecu in začetek šmarnične pobožnosti. V soboto sveti Atanazij, naslednja nedelja bo 4. velikonočna nedelja ali nedelja dobrega pastirja. Pot v Emaus, ki smo danes slišali v Evangeliju, je kot pot vsakega človeka v življenju. Tako kot je Bog bil z dvema učencema, tako je z nami, hodi z nami na naši desni po poti življenja. In najlepše je to, da Gospod nam daje svobodo. Ne sili, tako kot ni silil učenca, da bi ostal z njima. Sta bila ona dva tista, ki sta ga prosila, ker je želel iti dalje. Ne sili nas, kako hitro naj hodimo. Njemu je vsak korak, ki ga storimo mi, dober. Ali bo hiter, ali bolj počasen, ali mogli levo ali desno iti. To prepušča nam. On hodi z nami in nas tolaži. Pa prosimo, da bi se tega zavedali v tem tednu, te brezpogojne Božje ljubezni do nas. Pripravimo srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. In s svojim duhom. V svoji dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega Sina podelil odrešenje in Božje otroštvo, naj vas razveseli svojim blagoslovom. Amen.
Po Kristusovem odrešenju smo prijeli dar trajne svobode. Naj vam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo po veri s Kristusom že ostali. Živite kot kristijani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.